Tudi Ford Ranger, alpinist med avtomobili, oziroma celo šerpa med avtomobili zaradi svoje nosilnosti. Dejstvo pa je, da ta avto na terenu želi biti malce drugačen, bolj sofisticiran. Za premagovanje najtežjih preizkušenj, kamnitih usekov, blatnih kolovozov, peska, namreč ne uporablja klasičnih diferencialnih zapor, temveč mu pri tem pomaga napredna elektronika. Danes bomo na trasi terenske preizkušnje Naklo 2013 preizkusili, kako ta zadeva deluje v praksi. Da pa bomo to počeli varno, smo na pomoč poklicali inštruktorja varne vožnje Janeza Marolta. Janez, pozdravljen. Zdravo. Povejte mi, kot inštruktor terenske vožnje, preizkusil ste mnogo 4x4 pogonov. Je elektronika pravo nadomestilo za klasično mehansko zaporo diferenciala? Seveda je. Ni vam treba več razmišljati. Pri klasičnih vklopih si mogel prav čas, preden si rabil blokado vklopiti. To zdaj elektronika sama dela. Dobra zadeva. Pa se utrudi kdaj ta elektronika? Verjetno bi se utrudila, če bi jo prekomerno obremenjevali, ampak kar pa nekje vozniki, povprečen voznik tega avta mogoče to rabi 50%. Danes imamo tukaj na poligonu nekakšno precej zahtevno mešanico. Sneg, kamenje, blato. Bo zmogel? Seveda bo zmogel. Mešanca je zahtevna, ker sneg, južen sneg pa blato je taka dokaj slaba kombinacija za gume. Vsem je važno, da so gume take za ta teren, da se čistijo. Kar s temi serijskimi gumami bomo mogoče imeli kak problem, ampak mislim, da bo avto vse zmogel. Kako pa deluje ta sofisticirana elektronika, ki nadomešča klasično mehansko zaporo diferenciala? Ta sistem prek ABS senzorjev spremlja hitrost koles in ko zazna, da eno kolo se zavrtelo v prazno, se pravi dobilo naenkrat večjo hitrost kot drugo kolo, ki je obstalo, ga potem zavore stisnejo to kolo in tako se pa navor prenese na tisto kolo, ki ima boljši oprijem. In s tem sistemom vedno kolo dobi tisto kolo, ki ima boljši stik s podlago, tisto kolo dobi potem tudi navor. Ranger je torej preko precej zahtevne podlage. Kljub svoji bolj asfaltu primerni obutvi praktično povsem brez težav opravil z delom trase hitrostne preizkušnje, ki so jo fantje s pomočjo težke mehanizacije hiteli pripravljati za prihajajoče off-road tekmovanje Naklo 2013. Naše plezanje iz prodnatega pekla gramoznice pa je opazoval prekaljeni maček zahtevnih terenskih preizkušenj. Slovenski puščavski lisjak Miran Stanovnik. Prišel si je ogledati nastajajočo progo, ki jo je svojo ekipo pripravljal Janez Marolt. Tudi Mirana smo povprašali, kaj si misli o čipih namesto zobnikov. Klasična diferencialna zapora, mehanska ali novodobna elektronika? Glede na to, da moja barva las kaže na to, da sem že malo starejša generacija, jaz nekako prisegam na tisto klasično izvedbo, vendar je treba vedeti, da takih kot sem jaz in tisti, ki res rinemo v take terene, kot jih vidimo tukaj, je izredno malo. Uporabniki in kupci že danes vejo, kaj jim najbolj paše in prodajalci znajo dobro svetovati. Prav je, da poslušajo svetovalca pri nakupu avtov in tukaj se ne bo noben uštel.